lep predbožični oziroma predpraznični pozdrav vsem skupaj. Jaz sem vesela, da smo danes zbrani v malenkost večjem številu kot v preteklem webinarju in res se veselim tega druženja. Tako kot sem že povedala, bo danes malenkost bolj neformalno, ampak tako kot pritiče zaključku leta, ko običajno delamo neko revizijo, razmišljamo o tem, kaj smo uspešno naredili in seveda načrtujemo tudi cilje za prihodnje leto. Letos bomo zaključili mogoče z malenkost drugače, kot sicer z tradicionalno zabavo, ki je pač tokrat zaradi razmer onemogočena, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da spregovorimo o ravnovesju. Če smo v ravnovesju, se dobro počutimo, smo stabilni, smo zadovoljni in imamo ta duševni mir, ki ga potrebujemo. Če tega nimamo, se seveda prej ali slej lahko to manifestira tudi na našem fizičnem počutju. In ker v Kaliviti skrbimo, da smo zdravi, da se dobro počutimo in bomo seveda preprečili to, da bi šli iz ravnovesja, vsaj nekako na dolgi rok gledano, ker vseeno nas tako kakšna stvar kdaj vrže iz tira. Zato sem danes za ta zaključni webinar povabila našo sodelavko Laro Delić, ki je univerzitetna diplomirana psihologinja. Mislim, da sem jo že v prejšnjem webinarju zelo podrobno predstavila, tako da danes ne bom ponavljala vseh specializacij in različnih znanj, ki jih imam. Mogoče se lahko sama predstavi oziroma jo boste potem tudi vi kaj vprašali, če vas bo zanimalo. Bi pa v bistvu jaz kar predala besedo njej, da bomo potem še naprej šli s programom in s tem neformalnim druženjem. Lara, jaz upam, da se slišimo. Vse, odlično. Potem pa jaz z veseljem zdaj predajam kar besedo tebi. Bom tudi delila PowerPoint, ki ga je Lara pripravila, tako da bomo lažje sledili njeni predstavitvi. Potem pa seveda, kot vedno, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, bo čas tudi za diskusijo. Tako da, Lara, izvoli. En lep pozdrav vsem skupaj, tudi z moje strani. Prav tako neko čast čutim, da sem danes jaz lahko z vami na tem vašem zaključku, na tem zadnjem letošnjem druženju. In mislim, da je tudi tema precej primerna za to obdobje. Zdaj vsekakor stopamo v neko novo obdobje, v novo leto in k novemu letu spadajo tudi novoletne zaobljube. Zdaj nekateri to bolj prakticirajo, drugi manj. Vsekakor pa mislim, da vsak od nas ob koncu leta začuti neko prelomnico in nek nov začetek, seveda. In ravnovesje je v bistvu nekaj, kar jaz močno in strastno zagovarjam na vseh področjih v življenju. In verjamem, da je ravnovesje nek ključ do zdravja, do dobrega počutja, do uspeha, tako na poslovnem kot na zasebnem področju, do dobrih odnosov. Če ni nič dobrega, potem je samo slabo, je že v štartu občutimo, da je slabo, ampak po drugi strani, če pa ni slabega, tudi ni rasti, tudi ni spremembe, tudi ni napredka in potem spet tudi dobro ne more obstajati brez tega. Če smo samo v službi, ni tako v redu, če smo samo osredotočeni na družino, pa pozabljamo na sebe, spet ni v redu. Skratka, mislim, da je življenje ena taka pot prijetna iskanja ravnovesja in bolj kot se temu ravnovesju približujemo, bolj kot ga vzpostavimo, bolj smo dejansko zadovoljni, boljše se počutimo v svoji koži, bolj se počutimo uspešni, govorim počutimo, ker v prvi vrsti je pomembno seveda naše subjektivno počutje in dojemanje in šele potem pride potem neko objektivno pripisovanje uspešnosti. In danes sem tako razmišljala, da bi vas na to po tej poti, po tej prezentaciji peljala na kolesu, ker se mi kolo zdi ena takšna super prispodoba, ko govorimo o ravnovesju.
Namreč večina od nas vozi kolo in če bi nekoga učili, kako kolo voziti, bi mu verjetno rekli, da se vsede, da se malo požene z eno nogo, da z stopali poganja pedala, da z bilanco usmerja kolo in rekli bi mu, drži ravnotežje. In zdaj, kako naj držimo ravnotežje, je pa kar težko opisati, je kar težko dati navodila, kako držati ravnotežje, ampak je to nekaj, kar vsak mora najti pri sebi. In pač po principu poskusov in napak. Mora malo tudi pasti, mora se malo loviti in potem na eni točki bo dobil ta občutek, kaj njemu ustreza, kako je najbolj stabilen in takrat bo kolo poganjal. In tako jaz mislim, da je tudi za ravnotežje. Jaz danes vam skozi to prezentacijo ne bom povedala, kaj je vaše ravnotežje oziroma kaj bi naj bilo pravilno ravnotežje. To je nekaj, kar ugotovi vsak zase, kaj mu ustreza, koliko družbe, koliko službe, kakšni odnosi v družini, kakšni hobiji, koliko želi nameniti časa čemu. In če se premaknemo naprej, jaz velikokrat rada povabim udeležence na kakšnih delavnicah, na kakšnih čisto osebnih svetovanjih, da narišejo, kaj v življenju radi počnejo in tudi to, kaj ne marajo preveč. Zakaj narišejo? Zaradi tega, ker v bistvu s tem tudi malo prebudimo tega notranjega otroka, se imamo ob tem fajn in hkrati postanemo bolj odprti za razmišljanje o sebi, analiziranje samega sebe in hkrati smo tudi bolj odprti za to, da sprejmemo neke predloge oziroma neke razmišljanja nekoga drugega. Torej, ja, da narišemo, kaj radi počnemo in če se ne maramo preveč delati. In zdaj najbolj se ustrašim takrat, ko mi nekdo reče, da ničesar ne mara delati, ker se mi zdi, da ima to eno veliko slepo pego, ker zagotovo je nekaj, kar v življenju ne maramo. Mogoče je to likanje, mogoče je to pranje posode, mogoče je to nenazadnje, da čakamo nekje v vrsti, ne? Težko bom verjela nekomu, da ful uživa, ko čaka pri zdravniku v vrsti. Zagotovo so stvari, ki jih v življenju ne maramo. In seveda tudi, če nekdo ne ve, kaj rad počne, tudi tukaj se malo za bolj posvetiti tej temi. Ampak potem, ko to narišemo, ko ugotovimo, kaj radi počnemo in če se ne maramo preveč, zastavim nadaljnje vprašanje, čemu posvečamo največ energije in čemu posvečamo največ časa. In lahko gremo na naslednji slajd. Tako. Večkrat ugotovimo, da največ energije namenimo za stvari, ki jih ne maramo preveč. In velikokrat ugotovimo tudi, da namenimo veliko časa stvarem, ki jih ne maramo preveč. Ali pa ob katerih se ne počutimo v redu. Zdaj, to, da nam stvari, ki jih ne maramo preveč, vzamejo veliko energije, je še nekako sprejemljivo, ker seveda tisto, kar nam ni blizu, terja od nas še dodaten trud za to, da to dobro opravimo. Ampak to, da pa posvečamo največ časa stvareh, ki jih ne maramo, to pa je precej bolj v naših rokah in stvar naše odločitve. Hvala. Ne, v redu, si kar naprej, prosim, hvala. In kadar se pogovarjamo o stvareh, ki jih radi počnemo in teh, ki jih ne maramo preveč, in kadar govorimo o ravnotežju v življenju, zelo težko gremo mimo naših služb, mimo našega dela. Zato, ker naša služba, v službah smo en velik del svojega življenja, veliko časa namenimo, nekje tretjino dneva, smo rekli, da smo v službi. In v poslovnem okolju se je začel preučevati en fenomen, ki smo ga poimenovali emocionalno delo. In sicer kot odgovarjanje na vprašanje, ali prejemamo denar za izražanje čustev, za pravilno izražanje čustev. In na koncu ugotovimo, da da.
Seveda, ko smo mi na delovnem mestu, se od nas zahtevajo določena čustva oziroma izražanje neke druge skupine čustev ni zaželeno. Naprimer, izražanje jeze je zelo omejeno, koliko je to dejansko družbeno sprejemljivo izražati jezo na delovnem mestu. Sploh, kadar smo recimo v odnosu do strank, se od nas pričakuje oziroma svoje delo lahko opravimo samo na način, da smo do strank prijazni ali pa minimalno vljudni in spoštljivi. To je najmanj, kar lahko stranki ponudimo, seveda pa bolj kot smo prijazni, bolj kot smo nasmejani, bolj kot se bo stranka dobro počutila ob nas in mi se dobro počutimo ob tistih, ki so nasmejani in veseli in to prenašajo na nas, bolj bomo seveda pri svojem delu uspešni. In to ni samo v odnosu do strank, nenazadnje je to tudi v odnosu do naših sodelavcev, s katerimi smo skupaj v timu, s katerimi smo soodvisni. Tudi ko imamo slab dan, jim tega ne moremo pokazati oziroma ni zaželeno, da svojo slabo voljo in komplekse stresamo in zdravimo v poslovnem okolju. Tako da dejansko v naše delovne naloge spada tudi izražanje ustreznih oziroma zaželenih in pričakovanih čustvenih odzivov. In temu, če gremo naprej, kadar mi izražamo neko čustvo, ki ni takšno, kot ga dejansko čutimo, govorimo o igranju. Zdaj pa v psihologiji ločimo dve vrsti igranja. Površinsko igranje, to je takrat, ko sem jaz, pa vzamemo jezo, ko nas neka stranka razjezi, ko nas njen odnos razjezi ali pa nek dobavitelj nas razjezi in mu tega dejansko ne moremo izraziti to v odnosu do njega. Mi to jezo čutimo, pa si nadenemo en nasmešek, ali pa vsaj nek prijazen ton glasu in smo do te osebe prijazni. To je površinsko igranje. Globinsko je takrat, ko jaz sama sebe prepričam, da se dobro počutim. Oziroma, da razrešim situacijo, ki me je spravila do nekega slabšega počutja. To pomeni, da recimo, če je nek dobavitelj zamudil, pa si jaz to razložim dobro, zgodilo se je zdaj enkrat, ali pa to se ne dogaja velikokrat, verjetno ima neke svoje razloge, verjetno se je znašel v neki stiski, mogoče je bil s transportom, so bile težave, nisem zdaj več jezna na njega, potem govorimo o globinskem igranju, se pravi, jaz uskladim to, kaj kažem navzven in to, kako se počutim navznoter. In globinsko igranje je dolgoročno učinkovitejša strategija. Seveda tudi tukaj obstaja meja, do katere smo mi pripravljeni sami sebe prepričevati, da se počutimo dobro in da sprejemamo neka dejanja oziroma neko dogajanje v okolju. Kadar pa mi veliko površinsko igramo, kadar smo večkrat v konfliktu med tem, kako se počutimo in tem, kako izražamo navzven, pa prihaja do emocionalne disonance, temu rečemo, to pomeni do tega konflikta med tem, kako se čutimo in med tem, kako se obnašamo. In ta notranji konflikt v skrajnih primerih lahko pripelje tudi do izgorelosti, oziroma je eden izmed pomembnih faktorjev izgorelosti. Izgorelost zelo povezujemo z stresom, z prekomernim doživljanjem stresa. In izgorelost se nekaj časa tudi preučevala samo na delovnem mestu, danes pa vemo, da do izgorelosti lahko prihaja tudi zaradi razlogov v družini, v privatnem življenju oziroma ponavadi prihaja zaradi prepleta privatnega in poslovnega okolja, se pravi sočasnega delovanja na obeh področjih. Spet, če se premaknemo naprej, kot sem rekla, stres ni zadosten razlog oziroma dejansko ni edini razlog, zaradi katerega prihaja do izgorelosti, še daleč ne. Stres je namreč normalna telesna reakcija in vsak dogodek, vsaka situacija, ki je nam pomembna, vedno, ko se trudimo za nek uspeh, se naše telo odzove z neko stopnjo stresa, to pa zato, ker ta stres našemu telesu da energijo, zato da se lahko spopademo z nekim izzivom. Spet, če rečem konkretno, pri študentih, ko se pripravljajo na izpit, vsak
vsako pisanje izpita predstavlja določen stres, pa to ni nujno slabo, ne? Kadar smo v poslu, pa imamo nek pomemben projekt ali pa nek pomemben sestanek, občutimo stres. Zato, ker nas ta stres pripravi, da smo skoncentrirani, da imamo veliko energije, da energično nastopimo in je koristen. In če mi občutimo stres, to ni nujno, da nas ta stres razjeda, lahko je samo v določeni situaciji, potem pa popusti in kot tak je stres dober. In če čisto tako predstavim, ko mi tečemo, ko se v športu potegujemo za nek rezultat, tudi to zahteva od telesa odziv stresa in v tem smislu je stres celo dober, normalen in ni ogrožujoč dejavnik. Kaj pa je to izgorelost? O izgorelosti pa govorimo takrat, kadar je stres dalj časa trajajoč in kaže se v telesnih znakih, v miselnih in čustvenih simptomih. V telesnem se lahko pojavlja kot ponavljajoče bolečine, kronične bolečine, pade imunski sistem, pojavlja se nespečnost, oseba se ne more naspati, nenehno je utrujena, celo neke občutke razosebljenosti, kot da sama sebe gleda v filmu, kot da se to ne dogaja njej, apatična postane, pretirano razdražljiva, zato ker enostavno več ne zmore kontrolirati teh pretiranih telesnih občutkov, nenehne napetosti, pojavijo se takšna depresivna vzdušja, oseba lahko neha skrbeti zase, za svoje zdravje, za svoj izgled, opažati začne neučinkovitost, težko se skoncentrira, težko usmerja pozornost, pade ji ustvarjalnost in pojavijo se lahko težave s spominom in tako naprej. O izgorelosti smo verjetno že veliko slišali, lahko se premaknemo naprej, prosim, Maja. Dejstvo pa je, da, kot rečeno, izgorelost nastane zaradi ponavljajočega stresa, ponavadi vedno zaradi enih in istih oziroma primerljivih stresarjev, predvsem pa se pojavi pri ljudeh, ki so v notranjem konfliktu. Ko imajo občutek, da ne delajo to, kar radi delajo, ko imajo občutek, da delajo proti sebi, ko imajo občutek, da so izkoriščeni, ko imajo občutek, da se jim dogaja krivica. In takšne situacije se dogajajo na delovnem mestu in se dogajajo v našem privatnem okolju. Dogajajo se v odnosu do naših prijateljev, dogajajo se v odnosu do ljudi, ki so nam najbližje, tudi partnerji, tudi družinski člani, starši, bratje, sestre in tako naprej. In potem so določene sprožilne situacije, se pravi neke intenzivne, zunanje, negativne izkušnje, ki so tudi objektivno, jih lahko vidimo, da so stresne, da so obremenjujoče, potem na eni točki telo popusti. Še enkrat bi pa na tem mestu poudarila, da izgorelost ni posledica tega, da je nekdo pod stresom. Izgorelost je predvsem posledica tega, da je nekdo v notranjem konfliktu, da se čuti neizpolnjenega, da se čuti, da se mu dogaja krivica in da je izkoriščen, kar je dejansko moment primerjave. Nekdo, ki je plačan 800 evrov v Sloveniji, se bo precej drugače počutil kot nekdo, ki je plačan 800 evrov, ne vem, v Venezueli. Ne vem, če tam dobijo 800 evrov. Ampak tistemu je to v bistvu neka stanje, neka realnost, nekaj sprejemljivega. V Sloveniji, v naših pogojih, pa je v momentu primerjave z drugimi, to lahko občutek, da smo izkoriščeni, da nismo dovolj cenjeni in je to nekaj, kar udari našo samopodobo. Ne moremo več uživati v tem, kar počnemo, in to nas vrže iz ravnovesja in nas postavi v notranji konflikt, ko moramo delati nekaj, česar ne želimo delati. Izgorelost se načeloma pojavlja v 3 fazah. Če se še to premaknemo naprej, na naslednjem slajdu, imam to napisano. Prva je taka izčrpanost, ki se kaže
v telesnih znakih, kot je utrujenost, nespečnost ali pa da bi samo spali. Skratka, oseba se ne more spočiti, ko nastopi druga stopnja, to pa je občutek ujetosti, ko oseba prepozna, da je v slabem stanju, da je v slabem duševnem in telesnem stanju, ampak ima občutek, da več se ne more iz tega rešiti, ne ve, kako bi iz tega izstopila. In v tej fazi oseba zelo verjetno ne bo več mogla sama narediti tega oziroma prekiniti tega začaranega kroga, narediti tega koraka, ampak potrebuje dejansko neko zunanjo pomoč, podporo, ker če ne, lahko nastopi tretja stopnja, ki pa je sindrom adrenalne izgorelosti, to pa je to, kar mi dejansko poznamo kot burnout, kot izgorelost, takrat, ko dejansko osebi telo in duh oziroma misli odpoveta, ko oseba kolapsira. In zdaj, da se seveda mi izognemo temu, da se izognemo izčrpavanju, vseh oblikah utrujenosti, ki izvirajo iz nekih psiholoških potreb, ki izvirajo iz nekih psiholoških potreb, je ključnega pomena, da sami poskrbimo za sebe. Zato, ker nihče drug ne bo poskrbel za nas. Zaradi tega, ker nihče drug ne more poskrbeti za nas. Ker konflikt, ki ga doživljamo, je v prvi vrsti notranji, povezan s tem, kako se mi počutimo, ko delamo stvari, ki jih delamo. Kakšen odnos imamo mi v prvi vrsti sami do sebe, v drugi vrsti do ljudi, ki nas obkrožajo, pa naj bo to na delovnem mestu, pa naj bo to doma. Če imam jaz občutek, da samo jaz skrbim za gospodinjska opravila, da jaz držim cel dom, tako kot so včasih pravili, ženska drži 3 stebre doma, oziroma to še vedno velja, 3 stebre, moški pa enega. In če sem jaz s tem ok in se jaz ob tem dobro počutim in mene to izpolnjuje, da jaz lahko doma toliko prispevam, potem je to v redu. Če se jaz ob tem slabo počutim, če mene grize, če se počutim jezno, izkoriščeno in žalostno, vsakokrat, ko moram primiti v roke sesalec, zaradi tega, ker sem že vsega prenasičena, potem to ni dobro. Potem bom v prvi vrsti jaz morala nekaj spremeniti. Ali bom spremenila svoje prepričanje, pa bom spremenila zgolj sebe, še boljše pa, da se o tem pomenim s tistimi, ki so v odnosu z mano, s tistimi, ki z mano živijo, da povem, kako se počutim in da poiščemo rešitev, ki bo za vse sprejemljiva. Nihče drug ne more tega narediti za mene ali za vas, kot vi sami. Zaradi tega, ker to, kar vi mislite, tako kot se vi počutite, se vam ne izpiše na čelu. To veste samo vi. Do določene mere, tisti, ki vas poznajo, iz vaše mimike obrazne, iz vašega vedenja, lahko prepoznajo vaše doživljanje, ampak ga ne morejo razumeti in prepoznati v celoti. In če gremo naprej, pridemo do tega ravnovesja, ki je bilo cel čas v ozadju kot rdeča nit prisotno, se pravi moje počutje v službi, doma, koliko kje želim biti, kakšen odnos imam do stvari, čemu namenjam svoj čas in čemu namenjam svojo energijo. Pridemo do tega, da je ravnovesje odločitev, da je ravnovesje v veliki meri naša odločitev. Čemu bomo mi posvečali svoj čas in svojo energijo. Zdaj sem se spomnila ene bajke indijanske, katerega volka bomo hranili. To pravi, da je v nas črn volk in beli volk in in se neprestano borita, črn in beli volk. In potem fantek vpraša dedka, kateri volk zmaga in dedek reče tisti, ki ga hranimo. Se pravi, katerega volka vi v sebi hranite. In tukaj govorimo o odločitvi, zaradi tega, ker se odločimo od stvari, ki jih ne želimo. Od stvari, ki jim ne želimo namenjati časa in energije. Zato se moramo vprašati, katere so v tem trenutku moje vrednote, moje prioritete in kako se jaz počutim v tem trenutku. In se zavestno odločiti, od česa se bom oddaljila oziroma katerim aktivnostim, odnosom, okoljem bom posvečala manj ali nič svoje energije in svojega časa.
choose what to lose. Izberimo, kaj bomo izgubili. Seveda tudi, kaj bomo izgubili, zato ker to prinaša določene posledice, če se tako odločimo. Če se jaz odločim, da bom manj delala, bo verjetno to manj dohodka. Ali se zmorem to odločiti, ali zmorem nositi posledice svojih odločitev. Če ne morem spremeniti delovnega okolja, kako se bom jaz spremenila v prvi vrsti v okolju, v katerem sem. Vedno se pa sprašujemo o vrednotah, prioritetah in počutju v danem obdobju. Zato, ker se skozi življenje spreminjamo, zato, ker je meni zdaj družina veliko bolj pomembna, kot mi je bila pred 5 leti, zato, ker je zdaj čisto drugače gledam oziroma se čisto drugače lahko posvečam karieri, kot se ji bom čez 15 let in ker se mi sami spreminjamo, da ne govorimo o okolju, kako nas je izučilo v letošnjem letu, kako se lahko spremeni. Zato je nenehno treba iskati to ravnotežje in balansirati. Če se premaknemo spet na naslednjo stran, pridemo nazaj do tega našega kolesa. Spet, kaj je ravnovesje? Ravnovesje je takrat, ko se mi dobro počutimo. Takrat smo v ravnovesju. Takrat, ko večino časa počnemo stvari, ki jih radi počnemo. Takrat, ko tiste stvari, ki jih ne maramo početi, vemo, zakaj jih počnemo in so osmišljene in nam zaradi tega ne povzročajo notranjih konfliktov. In ko je zelo malo ali nič takih stvari, ki jih res ne maramo delati in nam samo energijo jemljajo. Tako kot, na primer, čakanje v vrsti na pošti, ne bo pri zdravniku, ker smo tukaj vsi zdravi. In še ena primerjava, ki je tudi v bistvu iz naše vožnje s kolesom lahko vzamemo, še ena analogija pa je, da ravnotežje najlažje držimo takrat, ko smo v gibanju. In enako velja za naše življenjsko ravnovesje. Zato sem že na začetku rekla, da je naše življenje ena pot vzpostavljanja nenehnega ravnovesja, ker se spreminjamo mi, ker se spreminja okolje. In dejansko bomo to dosegali oziroma lahko dosegamo z nenehnim delom na sebi. Da nenehno preverjamo, kako se počutimo, kaj radi počnemo in katere so naše trenutne prioritete. In to je zelo preprosto, ne pa tudi enostavno. Zato si je treba vzeti čas, ni nujno veliko, to ne rabijo biti dnevi, to je večinoma nekaj minut, redno na dan ali pa vsaj na teden, da se mogoče pogovorimo sami s sabo ali pa z osebami, ki so nam najbližje, s katerimi se najrajši pogovarjamo, ali so družinski člani, partnerji, prijatelji. In s tem bi jaz današnje svoje predavanje zaključila. Zahvaljujem se vam ponovno za vašo pozornost in vaše zaupanje. Ne vem pa, ali imate mogoče na tem mestu kako vprašanje, oziroma bom kar raje Maji predala besedo, pa bo Maja povedala, kako nadaljujemo zdaj, ker vem, da je še nekaj pripravljeno za vas.